Mogoče bi za začetek sam povedal en dodatni argument, ki ga Rafal ni omenil, zakaj smo se mi v Poljki Loč odločili, da kupimo zemljo v specialni ekonomski coni, je bil tak pragmatičen razlog, ki ga ni Rafal omenil. Namreč izjemno hitro lahko pridobiš dovoljenje. To, kar je prej rekla Tatjana, da traja in traja, v splošni ekonomski coni, da je to izjemno hiter. Lokacije so namenske, nimaš problemov potem s sosedi, tako da to je bil, jaz bi to rangiral na prvo mesto kot razlog, zakaj smo se odločili za to. Jaz sem na Poljskem že 20 let in danes imam mečkam več časa, ker je Helios odpovedal, na tem sem videl, da je tudi Trima odpovedal, Trima ne bo danes. Ja, v bistvu najprej je Trimo, potem je še Helios. Tako da, če boste zdržali, lahko govorim pol ure, lahko tudi več, ker imam veliko zapovedati. Dejstvo je, da sem bil do leta 2005 šef Leka na Poljskem in v okviru Leka sem vodil izgradnjo 2 farmacevtskih tovarn. Lek je bil prvi investitor na Poljskem. Ravno v regiji Loč smo zgradili danes eno najmodernejših farmacevtskih tovarn. V enem od slajdov pa trdim tako malo potihem, da je Lek pravzaprav slaba izkušnja, saj za mene in tudi za slovensko ekonomijo, predvsem zaradi tega, ker je bil prodan. Lahko bi pač drug scenarij ubrali in bi bil verjetno za Slovenijo bolj koristen. Leta 2005 sem jaz odšel iz Leka in danes sem tu ne samo kot podjetnik, ampak tudi kot predsednik poslovnega kluba Triglav Risi, ki podobno kot veleposlaništvo vam je pripravljen pomagati. Vedno se ne bo uspel, ampak včasih tukaj s Krasom Sežana se že makamo 2 leti, ampak jaz mislim, da na koncu bomo uspeli. Danes sem slišal, da je Bernardin navezal dobre stike, tako da vsekakor vsi člani, ki so v poslovnem klubu, so predstavniki slovenskih podjetij, praktično vsa slovenska podjetja so danes tukaj navedena. Jaz bom par modelov, kako delujejo in kako delujemo, tudi izpostavil, kaj jaz mislim, da je najbolj koristno, pa da nudi največ šans. Na moji prejšnji predstavitvi, ko sem bil tu, sem govoril veliko o stereotipih in o mitih. Danes bom samo ene parih omenil, ker je veliko stvari, ki mene kot podjetnika motijo na Poljskem, ampak veliko stvari, ki me pa motijo, je pa tudi takih, ko slovenski njeti, pa slovenski podjetniki, ki pridejo prvi dvor, imajo čist napačno predstavo v Poljski. Če povem, da se verjetno nekaj od vas se je srečal z informacijo, kako v bistvu Poljfa Loč, kako je to en člen v verigi ne vem kakšnih mafijskih povezav, bivših lekovcev, jaklič, zdravila, ki jih proizvajamo na osnovi nabavljenih surovin na kitajskem črnem trgu, kar je vse več kot izmišljen. Nedavno sem jaz prebral en članek, ko so bili primerjanje cene zdravil na Poljskem in v Sloveniji. A veste, poljski trg je čist nekaj drugega. Ta isti medij, ta isti časopis, ki je pisal o tem, ni na primer navedel Finance, da izvod financ stane tukaj 1,3 evra, da pa dnevnik na Poljskem stane pol evra. Pa je vsaj 2-krat večji po obsegu. Skratka, treba se a priori sprijazniti s tem, da so cenovna razmerja na Poljskem in v Sloveniji kompletno drugačna. Zelo to velja še posebej za zdravila. Tukaj imate agendo, kaj nameravam povedati.
case studies, predstavil bom svojega, Paul Foloč. Dovolil mi je Unihem, da pokažem par slajdov. Unihem je izkušnja podjetnika, oni so na Poljskem že mislim, da 10 let, ampak ne vem, če so že veliko dodane vrednosti ustvarjali. Tako da imajo ups and downs, nekateri so se pobrali, omenil bom pri tih negativnih izkušnjah, upam, da ne bom Viatorja užalil. Viator, po mojem, kot izgubljena priložnost, ali pa zamujena, se upam, da se boste vrnili. Logistika je bila omenjena, jaz poznam dober šefa, ki je najprej vodil Feršpet, potem je bil na Viatorju. Feršpet je bil tak projekt, ki ga lahko, kaj se jim opišemo kot vzorčen. Ko je namreč na Poljskem Koreja začela, kupila tovarno avtomobilov, so vsi avtomobili bili prevoženi do Poljske preko Luke Koper in Feršpet je to logistično organiziral, tako da je mislim, vsak dan ali vsak drug dan šla izjemno dolga kompozicija vlaka iz Kopra v Varšavo, prišla tja prej kot v 24 urah, in to je laufal in laufal. Ampak priložnost je bila bolj izgubljena, točno ne vem zakaj, ta ista oseba je potem prevzela Viator, Viator je ustanovil tam firmo, Viator Vektor, no ampak so se tudi pobrali. Tako da neko osnovno navodilo ali pa ideja za vse vas, ki hočete tja, je, da je treba biti malo bolj vztrajen. Torej, različne poslovne modele imamo. Če bi jaz kot 20 let prisoten Slovenc na Poljskem rangiral približen, katera blagovna znamka slovenska je najbolj znana na Poljskem, bi dal na prvo mesto Elan, čeprav Elan sploh nima svojega setapa na Poljskem. Elan je prisoten tam preko neke trgovske poljske firme, ki smučke prodaja. Poljaki je bilo rečeno, koliko imajo radi smučanje, in težko se je prebiti z blagovno znamko. Lek, čeprav je tam že 30 let, pa Krka, to so znane blagovne znamke med zdravniki, med farmacevti, med konzumeri pa ne. Med konzumeri, jaz trdim, to ni neka študija, ampak bi rekel, da imam tukaj kar prav. Vse te firme, ki so tu, jaz sem se malo bolj pripravil na tole srečanje danes in mislim, da sem res zajel 90% slovenskih firm, ki so tam. Za nekatere sem bil tudi sam presenečen, da so. Te, ki so tukaj, se jih da njihove proizvode kupiti, nekatere se da, Listca, naprimer, se mi zdi, da nima setapa, ampak jih lahko modrčke kupiš na internetu. Vinarji so prisotni. Na Poljskem, zdaj, Vina Koper je imel svoje predstavništvo preko neke gdanske firme, ampak zgleda, da zapirajo svojo firmo, ker rezultati niso zadovoljivi, ampak vina še naprej lahko kupite, ker je veliko trgovskih poljskih firm, ki med drugimi imajo svoje ponudbe tudi slovenska vina. Sicer jih nekako grupirajo drugače, kot bi slovenski vinarji verjetno hoteli, zato sem dal tukaj tole sliko, Zestav balkanski, to pomeni balkanski komplet, kjer so pač naša vina uvrščena med bolgarska in grška. No, Elan se zelo lepo predstavlja tam in tukaj za primer dajem tudi Listca. Sem danes prav, da Listca ima zelo dobre rezultate. Potem je Aero prisoten tam, Goričane in Vipa preko neke slovenske firme
poljske firme v slovenski lasti Meva, ki jo vod Vito Bregar, ki je nekoč delal v Intertrade, in to je pač nek tak nadaljevanje, ko nekaj propade in nastaje nekaj novega. Od papirničarjev je tudi Cetis prisoten, oni so tudi pri neki firmi, ki jo vodi Poljak, ki je prej delal pri Covintradu, Adria, je bila že danes omenjena, Kolektor Iskra. Potem imamo pa še, poleg zastopstev, imamo pa še firme, praviloma so to spolke z OO, torej družbe z omejeno odgovornostjo, ki jih delimo na trgovske in proizvodne. Torej, od trgovskih, jih imate tukaj navedene, se jih boste tudi videli, no in ta zadnji je Unichem, o katerem bom malo več povedal. Vse firme imajo relativno dolgo tradicijo. Jaz sem se zdaj prvič srečal s tem tabom, to so akumulatorji, ostale pa dosti dobro poznam. Po rankingu je tu največje seveda Gorenje. Gorenje je tudi druga najmočnejša blagovna znamka, ampak jaz mislim, da je šibkejša kot Elan. Helios, zelo velik je bil že tudi naveden in vsi imajo tukaj na Poljskem dosti močne ekipe, Slovence pa zaposluje samo Gorenje in mislim, da zdaj IMP. Ostali so pa vsi prišli na lokalce in Slovenci prihajajo samo občasno. Proizvodne firme, jasno, na prvem mestu je Krka in Lek, ampak Lek Slovenijo nima več, skupnega ni več Slovencev, ki bi zali delal, tudi zdaj se rebrandal na Sandoz. Polfaloč ima pravzaprav enak status, to je poljska firma, ki je v večinski slovenski lasti. Delni lastnik sem tudi jaz. In Etipolam, Armeton, Šoko, ne vem, če poznate, Kablec ni bil danes omenjen, ampak Armeton, Šoko in Kablec, to je tipičen primer firm, ki nastanejo tam, kjer je, na primer, njihov glavni klient, se pravi bela tehnika. Armeton ima izjemen prodajni cilj, oni pokrivajo v tem trenutku 70-80% tržnega deleža v teh utežeh za pomivalne pralne stroje. Zdaj so ravno zgradili drugo tovarno, druga tovarna je v Lodžu, jaz sem jih hotel prepričati v ekonomski coni, ampak je bilo časovno, oni so najeli neko prostore. In Šoko, pravzaprav, to sem, ne vem, če poznaš, Šoko dela v Sloveniji za Armeton in se je tudi preselil k kupcu. Dela te armature. Kablec je podobno, dela pa vezja za to opremo in jih delajo praktično vis-a-vis Boscha. Se pravi, sploh ne rabijo nobene logistike. In s tem jasno postaneš veliko bolj konkurenčen, tudi Kitajci ne morejo tako poceni dober narediti. No, tukaj imamo nekaj, Alpos sem tudi na internetu zbral, da ima stečajnega upravitelja noter. No, in ta zadnji, ki je bil danes tudi že omenjen, to je Vitvurnja, Octu in Muštarde, to je firma, ki jo je prevzel Apis Vita. In kako so jo prevzeli? Niso dobili sugestije na veleposlaništvu, niti v Triglav Risi, ampak je Hojnik, ki je prevzel Talis vinarno, ko je propadla, jo je kupil in rešil, je letel z avionom v London in je videl razpis v Financial Times, da se to prodaja in je v pol leta prišlo do dela. Jaz sem ga prosil, če mi malo podatkov da bi predstavil to kot zdrav biznis model, ker meni se zdi za
tak vstop na poljski trg, če le imaš nekaj potencijala investicijskega ali pa biznis, model se banke bojo biznis planom verjele, tako kot so našmu, sam težko sfinanciraš tak prevzem, razen če si izjemno bogat in velik. No in Parčev je zanimiv model, ti imaš doma proizvod, pa 2-milijonski trg, tam pa lahko ta proizvod prodaš na 40-milijonskem trgu, pa tudi kaj tazga, kar je tipično za Poljaka, oni so izjemno močni v teh alkoholnih kisih, pa jabolk imajo velik, jabolčni kis je tudi zdrav, se ga bomo mi zdaj začeli v kapsulah prodajati, tako da priporočam tak model, vsem, tudi Krasu. No, potem so pa poleg teh proizvodnih in trgovskih hiš še drugi prisotni. Naprimer, izjemno uspešna je Studio Moderna, ta je v prvi alineji, preko 2 firm, oni imajo TV shop in malo se sliši o njih, ampak oni so number one na Poljskem v tem segmentu. Zelo veliko prodajo, verjemite mi, ampak ne bom zdaj govoril o cifrah. Imajo tudi svojo turistično firmo Anima Tours. Poleg te turistične firme je tudi Kompas, ampak Kompas v glavnem pokriva incoming, se pravi organizira na Poljskem kot velikem trgu tujce, ki prihajajo. Manj gre v obratno smer. Zelo zanimiv model je Touchpoint Media. To je firma, ki se je najprej imenovala Pia Agency. In oni, to sta 2 fanta ustanovila, Slovenca plus ena Poljakinja, ki sta prišla z nič. To je indoor agency, se pravi, in oni so pravzaprav zaorali ledino in so začeli reklamirati na teh tablah, v Sloveniji so že bile prej, oglaševanje v straniščih. In se potem razvijajo in so mer tudi ups and downs, ampak zdaj so stabilni. Galex, mogoče poznate, to je moja branža, to so zdravila, oni so tam veliko registrirali, verjetno z namenom, da bi te registracije medicinskih proizvodov prodali. No, avtoprevozni, NKBM bo Darko povedal, jaz sem bil na prvi kotaciji. Avtoprevozniki, ne samo Viator Vektor, ti ste prevzeli tudi prevoz za Leka, celoti. Krka nima, Krka ima privatnike, tako da so tudi drugi, ampak v tem segmentu je ta trg tudi zelo zahtevan. Potem športniki in trenerji, ne vem, če veste, da Walter Jeklin kot bivši športnik je zdaj direktor vseh košarkarskih reprezentanc Poljske, Aleš Pipan je prevzel vodenje državne reprezentance, cel kup nogometašev, odbojkarjev, rokometašev. No, najnovejš, žena enega od fuzbalerja je pa hči lastnika Emo Orodjarna, ki zdaj počas poskuša in mislim, ker je tam, da je bo sigurno nekaj uspel. Tudi mi bomo pomagali. Slabe izkušnje. Poznate Makro 5, ki je imel, on je gradil Lekovo tovarno, eden od izvajalcev, potem je tam investiral, kupil zemljo, zgradil bazen, ampak so ga mestne oblasti, mesto Loč, so jih zaenkrat okolj prinesli, zadeva je na sodišču. Bazen je zahteval dokapitalizacijo, mesto ni pristalo na to in potem so rekli, potem pa prodamo svoj delež, tako da Makro ni več lastnik. In od dogovorjene kupnine je bil plačan samo prvo ali 2 obravkata, tret pa ne, kar je v približno 3 milijone evrov, zdaj se za to nategujejo. Kolinsko sem sam imel na skladišču v Pruškovu in zaradi, jaz trdim, premalo
potencijala in sredstev vloženih v marketing, so se potem relativno hitro pobrali. Merkur je celo odprl svojo trgovino, pa se je tudi pobral, Fešpet sem omenil. Lek in Krka so nastali pravzaprav kot osamosvojitev od trgovskih hiš. Mi smo bili prisotni pri Sloveniji lesu, pa pri Intertradu in takrat, to je bilo v 80-ih letih, je bil ogromen potencial, če bi kdo imel nos, da bi se začela razvijati ta trgovina. Ni bilo še nobenega hipermarketa. Vse je bilo v povojih. No, ampak ni bilo potencijala. Tukaj ne vem, če se vidi, ta zadnji je Lek. Sem ga namenoma tako skril, da nam bome kdo obtožil. Lek je pravzaprav za Novartis uspešna zgodba, za Slovenijo je pa neuspešna zgodba. Približno tako, kot je Tatjana rekla, vam lahko pomagamo tudi mi. Vsi, ki so tam prisotni od poljskih firm, večina so člani poslovnega kluba Triglav Ris, imamo pravnike, imamo finančnike, imamo izkušene podjetnike. Če vas kaj zanima, prve korake vam naredimo brezplačno. Krasno nismo še Slovenije tudi stavili. Res pa veliko še nekaj za pokazati. Ampak poleg samega svetovanja lahko se tudi družimo, organiziramo. Risi, to je najvišji vrh Poljske. Triglav je, veste kaj, bili smo že in tu in tam. Zdaj nazadnje smo bili v Javoveži, smo gledali žubre, bizone evropske. Imam samo še 5 minut. Api svita vam ne moram nič pokazati, Unihem vam bom pokazal, potem se mi zdi, da tukaj ne bo tale link delal. Poljfaloč, vam pa sam na kratko povem, Poljfaloč ima zelo dolgo tradicijo, že 80 let bomo imeli, leta 33, zdaj jaz osebno kot njen predsednik gradim svojo tretjo tovarno na Poljskem. Tako da 2 že stojita in obe funkcionirata, tretja upam, da bo zgrajena bo s 50% pomočjo ali pa suportom z evropskimi sredstvi, približno 10 milijonov evrov je vredna in 5 milijonov bomo dobili sicer počasi in to je dosti mukotrpen posel vodenja tazga projekta in zagotovitev teh nepovratnih sredstev, ampak dvakrat smo Poljfaloč dokapitalizirali v skupni vrednosti okoli 4,5 milijona evrov, tako da smo pravzaprav rešili to tovarno in ji odprli možnost za razvoj. Tukaj na tem slajdu malo, da vidite ta mit, ali pa to dejstvo. Poljska je 6. največji evropski trg zdravil. Po velikosti je enaka kot Španija in je več kot 2-krat manjši ta trg. Se pravi, to pomeni, da je per capita, gledajte, per capita je pa čisto redo. Se pravi, proizvodi na Poljskem so, cene so nizke. Tudi sajten. Davne gazeto sem namenoma prinesel, je 2 zlota, nedeljske, sobotne izdaje pa 2,5, ne vem, koliko je bilo. 1,3. Mislim, da je 1,3. Povprečna cena zdravil na Poljskem je 3,5 evra. Na prvem mestu, nekje zelo visoki Grčija, vemo, zakaj so v Grčiji. Poljfaloč, to je bil tudi, ima vse te standarde. Če hočeš se boriti za evropska sredstva, je boljš te standarde imeti, ker ti da veliko dodatnih točk. To bo naša nova tovarna, ki bo zgrajena, to je samo ta prvi del, vzad je proizvodna in skladišče. No in kot beneficient evropskih sredstev moraš povsod, ker mi smo imeli že zdaj drugi audit,
Ta projekt se imenuje 1441, kar pomeni najprej razvijaš, 14 pomeni razvoj inovativnih proizvodov ali pa tehnologij in 4.1 pomeni implementacija tega. Jaz sem pripravljen vsakmu od firm slovenskih, ki bi prišla na Poljsko, svetovati, da se da razviti in potegvati za podoben projekt. Res, da zdaj je ta finančna perspektiva zaprta, Tatjana je rekla, da v naslednjem obdobju bo malo manj denarja, ampak pogledajte, 43 milijonov zlotov, to je bruto to bo Poljfa Roč dobila. In če potujete po Poljskam, boste povsod videli podobne table. Slovenijo pa zelo težko vidiš. No, to je ta naša tovarna. Poljfo Roč smo pa kupili ustanovitelji Senzilaba, ki smo ga ustanovili leta 2005, takoj, ko smo odšli iz Leka. In istočasno smo ustanovili tudi Farmikom v Sloveniji. Farmikoma danes ni, ampak Farmikom je edini zastopnik ali pa reprezentant Poljfe Roč na trgih izven Poljske. Skratka, to je naš model, ki, jasno, da smo, kot vsak biznis, zelo eksponirani, ampak in je riziko. Ampak pogledajte, leta 2008, 2009 je bilo prvo leto našega vstopa v Poljfo, imeli smo 20 milijonov zlotov, leto kasneje 40, lani smo imeli že čez 45, letos bomo naredili 64 milijonov zlotov in ambicije imamo take. Tako da vam povem, da globoko verjamem, ko sem jaz prišel kot šef Leka na Poljsko leta 1991, je bilo prodaje 10 milijonov dolarjev, ko sem pa odšel, je bilo pa 110 milijonov evrov. Tako da potenciali so zanimivi. Tukaj boste do Triglav risi lahko hitro pridete. Nazadnje so bili zdaj v prejšnjem četrtek predstavniki obrtne zbornice tekstilcev, gor so prišli prek Triglav risi in ko so vprašali na vložu na turistične organizaciji, če jim lahko pokažejo kakšno tekstilno fabriko, so jim rekli, nikoga, da se je vse propadati. Na vložu tekstilne industrije ni, ampak kar ni res. In jaz, ko sem jim omogočil in smo šli in sem jim pokazal, naprimer, tam ena od velikih tovaran je bila Anilana, na ruševinah Anilana, ker res so to ruševine, je vsaj 10-15 manjših firm. Mi smo si dve ogledali in so bili navdušeni, celo mislim, da bo prišlo do nekaj sodelovanja. Marko, kje je zdaj pa še? No, to je izkušnja Unihema. Lastnik Unihema je tudi Mile Radivojevič, ki je bil nekoč v Leku in je potem ustanovil, ne vem, poznate Unihem, oni se ukvarjajo z sredstvi za zaščito rastlin. Tukaj bi lahko zelo veliko govoril o teh regulatornih problemih, kako se Evropa zapira ali pa brani pred Kitajsko. Kitajska je v naši branži, pa v tej branži zelo nevarna. Kitajska je zelo nevarna tudi v gradbeništvu. In to, kar je Rafal rekel, pa Andrzej, Poljska ogromno gradi cest, in zdaj, na primer, odsek Loč-Varšava se je razdelil, tender je bil razdeljen na 5 odsekov in 2 sta zmagala Kitajca. In so ponudili 40% nižjo ceno. Ampak zdaj je situacija taka, da malo zaradi
nagajivosti ali pa škodoželjnosti podizvajalcev, malo zaradi Evrope, malo zaradi izsiljevanja Kitajcev in je velika nevarnost, da cesta ne bo zgrajena in da se bo to končalo na sodišču, ker ponavadi je cena prvi kriterij, Slovenci smo navajeni, kako se gradi ponudba, pa pumpaš ceno. No, Vegrad je tudi taka izkušnja, so hoteli na ta del prid, da bi sodelovali pri gradnji cest, ampak so potem med tem tukaj probavali. No, Unichem je tukaj prisoten v teh državah. Poglejte, na Poljskem je 10 let, leta 2000 je bil ustanovljen, to je ključen slad. V bistvu ne proizvajajo, prodajajo, imajo 4 zaposlene in letos bojo prodali za 1 milijon, cilj je pa 3 milijone prodaje. Tako da, če bi pa seštel dodano vrednost v teh 10 letih, bi pa verjetno bilo to plus minus nič, ko mi je rekel. Na poti doživeli vzpone in pac, se tako kot vsak. No in zdaj, imeli so Slovenca, ampak potem je Slovenc šel v drugo firmo v tujini in je danes zelo uspešen. On je pravzaprav zelo velik naredil. Do 2015 hočejo doseči 3 milijone prodaje. Hvala lepa.